A je ta del si predstavljam, da je ta res ta dodana vrednost, ker ti, če bi vse te podatke pogledal, a ne moraš biti res da vse povežeš skupaj, težko je to obdelovati. Moraš biti res, ne vem, nek data science, neki imeti v podjetju, a ne. In predvidevam, da je to tako tehnološki izziv, vse to pravzaprav speljati. Kako bi se tega v bistvu neko podjetje najboljš rešili? Pa vemo, da v Sloveniji imaš nek primer zatečenih stanj, različne baze, nekaj še iz Excelov, nekaj v nekih starih legacy sistemih, kjer ni bilo deduplikacije, zdaj imaš tako zanimivo področje, ki štartaš. Ja, mogoče ni tehnološki problem, ne? Ker če rečemo, da vzamemo neko tehnologijo, ki to rešuje, je tehnološko ok, ugotovimo pa, da je organizacijsko ali pa procesno to problem. Ne? Sigurno je prvi korak, da eno je, da podatke zbiramo, drugo je pa, da so ti podatki kvalitetni, ne? Ker nič nam ne pomaga, če mi naše prodajne agente nagradimo s tem, da bomo pri večini kupcev, ki smo jih nove dodali, imeli njihov email naslov, če potem oni samo zaradi te nagrade, uspešnosti, KPI-ja, kakorkoli upišejo noter email aaf@bbb.si, a ne. Ker potem pač imamo en kup nekvalitetnih, neuporabnih podatkov, pa tako, kot sem rekel, neka zatečena stanja. Ali pa da mi zbiramo nek podatek o mailu, pa spet nek naš agent, prodajalec, kakorkoli reče, tega pa ni treba dati, a ne. Pač moramo biti vsi on board, da te podatke zbiramo, da so pomembni in da bomo zaradi tega lahko nudili boljšo izkušnjo. Ker ne vem, ravno pri raznih teh programih zvestobe se meni že velikokrat zgodilo, kot soglasja pa ni treba dati, saj to brez veze. Potem pa, ko enkrat identificiramo različne vire, ki jih imamo, v njih pogledamo, katere podatke lahko uporabimo kot identifikatorje, torej so to ime, priimek, email, telefon, naslov, davčna številka, pa potem tudi manj eksaktni podatki, torej lahko rečemo tudi IP naslov, device ID, neke vrednosti iz cookiejev, torej da lahko začnemo zbirati podatke o nekom tudi takrat, ko je še anonimen, pa jih potem obogatimo pa z osebnimi podatki. Ko imamo enkrat identificirane identifikatorje, moramo ugotoviti, koliko jih sploh imamo, tako kot sem prej rekel, nič nam ne pomaga, če mi zbiramo email naslov, ampak ga ima samo 10% naših strank v bazi. Pa treba pa definirati pravila, kako se bo to povezovalo med sabo. In tle je spet zelo odvisno od orodja do orodja, kaj nam omogoča. Ampak primer, vemo, da email naslov je sicer super podatek, ampak ni pa nujno unikatni identifikator, ker mogoče midva z ženo uporabljava isti naslov za kakšne namene. Pa potem lahko nastavimo pravilo, kot je podatke s tem, kontakte s tem emailom iz različnih virov združi, samo če je enako tudi ime. Ali pa podobne stvari. Ne? In potem, ko imamo enkrat ta pravila, na eno mesto povežemo vse osebne podatke in takrat nam CDP definira nek persistent ID, torej nek ID, ki ga bo ta oseba imela ves čas, nanj pa pripenjamo torej različne ID-je po virih, torej vemo, kater ID ima ta oseba v CRM-ju, kjer ID ima v e-commerceu, kjer ID ima v ticketing sistemu in tako naprej. Torej, da znamo tudi karkoli novega pride, enostavno pripeti zraven. Pol pa jasno, da damo vse te transakcijske pa vedenske podatke, ki jih pa dobimo torej, po različnih sistemih, kjer pa po torej, ID-ju v tistem sistemu dobimo ta podatek. Zdaj nekaj sem načel, torej združevanje podatkov. Eno je, da lahko poteka čist deterministično, torej imamo neka if-then pravila, tako kot sem rekel, če je email isti, združi, če je mobilna telefonska ista, združi, če je cookie isti, pa mogoče ne želiš združiti, ne? Ampak ga pa vseeno uporabljaš kot identifikator, da boš vse podatke z istim cookiejem pri eni stranki trackal. Drugo je pa nek probabilistični matching, torej tam, kjer se dela fuzzy match, kjer boš pa znal prepoznati nekoga, tudi če bo imel naslov napisan Celovška cesta, pa v drugem viru bo Celovška c. pisal, bo ta fuzzy matching z nekim procentom verjetnosti ugotovil, da je to verjetno gre za isti naslov, posledično isti kontakt in jih združil, kjer se potem postavljajo pravila, koliko mora biti, koliko visoka podobnost mora biti, da boš te kontakte iz različnih virov združeval.